Če nimaš osebnih dokumentov, ne obstajaš. Za prijatelje že, a v šoli, na banki, pri zdravniku veljaš za tujca, brez osebne izkaznice in potnega lista pa ne smeš prečkati državne meje. In prav takšen plaz težav so doživeli mnogi izmed več kot 25 tisoč ljudi, ki jim je država Slovenija pred 23 leti razveljavila dokumente. Med njimi je bil tudi Aleks, ki je bil takrat star 13 let. Aleks je glasbenik, rodil se je v Sloveniji in otroštvo preživel v Ljubljani. Hodil sem v osnovno šolo. Isto kot vsako leto, 91. smo odšli v Srbijo na počitnice, s tem, da se to poletje po končanih počitnicah sem zvedel, da se več ne moram vrniti nazaj. Aleks takrat ni vedel, kaj se dogaja, a njegove počitnice v Srbiji so se, čeprav si tega ni želel, podaljšale za skoraj 20 let. Da sem jaz recimo v tem momentu izgubil dom, tiste navade, katere smo imeli, šolo, prijatelji in vse ostalo. Meni je bilo najhuje zaradi tega, ker mi je to vse na novo bilo vsiljeno. Če bi jaz bil na to pripravljen, da se, naprimer, ko se družina zmeni, pa se mi preselimo, pa glej, zdaj bo tako, pa tako. Drugo je pa to, kot ti greš recimo na smučanje in od enkrat ostaneš v Avstriji. Poglejmo, kaj se je zgodilo. Pred osamosvojitvijo leta 1991 je bila Slovenija, tako kot še 5 drugih republik, del večje države Jugoslavije. Prebivalci so imeli jugoslovansko in republiško državljanstvo. V Sloveniji je živelo veliko ljudi, ki so imeli republiško državljanstvo druge republike, recimo Srbije, a so bili vpisani v register stalnih prebivalcev Slovenije. To ni bilo nič nenavadnega. A leta 1992 so več kot 25 tisoč ljudi izbrisali iz omenjenega registra in jim uničili dokumente. Točno vem, da so za ta sam izbris odgovorni ljudje, kateri niso vedeli, kaj počnejo, ali pa mogoče so, iz katerihkoli drugih razlogov. Sam prostor, na katerem sem se rodil in katerem zdaj živim, je pa nekaj, čemu jaz ne morem zameriti, tudi če bi hotel. Če bi pa temu zameril, pa ne bi bil tu. Sodišče je že odločilo, da izbris ni bil zakonit. Da je leta 1992 Slovenija ravnala narobe, je potrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Spoznaj svoj kakec. V enem izmed nizozemskih živalskih vrtov lahko obiskovalci spoznavajo, zakaj je sestava iztrebka zelo dober izkaz zdravja živali in ljudi. Zabavno je tudi v kotičku za prdce, kjer lahko preveriš moč svojih vetrov. V živalskem vrtu živali vsak dan pridelajo okrog 1000 kilogramov iztrebkov, ki so jih dodobra spoznali tudi otroci. Wat is het voor poep? Olifantenpoep. En hoe voelt het? Droog en heel koud.